kaj mislim s tem. Preiskovalno komisijo, ki je preiskovala divje posle GEN-I-ja in financiranje Svobode, je nekako paradoksalno vodil poslanec Gibanja Svoboda. V vsem tem obdobju je sklical, meni se zdi, da 3 seje in seveda pač je bilo vse narejeno, da se to preiskovalno komisijo vidi. Ko si omenil, ali vi ste prišli na oblast in se ta zakon spremenili. Nasprotniki to kličejo politična policija. Mislim, se je ta, bom rekel, ta pamflem, ta neresnica, ki so se jo mislim, da gre za politično policijo, je v bistvu direktna žalitev državnega zbora, demokracije, ki imamo. Bi pa vsem tem pobudnikom referenduma predlagal, da če želijo videti politično policijo v praksi, naj pogledajo Evropsko komisijo, kjer je dejansko članica, še bivša pripadnica politične policije, torej glavni interes za razveljavitev tega zakona definitivno imajo Robert Golob, Alenka Bratušek, Andrej Ribič, Žiga Debeljak, vsi te posamezniki, ki so vodili državo v preteklem mandatu, predvsem pa so upravljali z državnim premoženjem. Živijo, pozdravljeni v novi epizodi podcasta Po desnem pasu. Danes odpirava vprašanje o zakonu o preiskovalni komisiji in referendumu, ki nas mogoče čaka. Danes sem z vami Naja in v svojo družbo sem povabila poslanca Državnega zbora Andreja Poglajna. Živijo in lep pozdrav vsem. Andrej, če začneva kar pri osnovi. Veliko ljudi sliši o referendumu o parlamentarni preiskavi in ne ve točno, zakaj se gre. Torej, kaj sploh je parlamentarna preiskava, zakaj jo ima vsaka resna demokracija in zakaj je to orodje tako pomembno za navadnega državljana? Ja, parlamentarna preiskovalna komisija je v bistvu ustavno varovana kategorija, določa slovenska ustava in je, bom rekel, eden izmed inštrumentov, kako lahko poslanci odkrivamo nepravilnosti, koruptivne posle, kriminal tudi na koncu koncev skozi naše delo v Državnem zboru. Se pravi, skupina poslancev poda predlog za oblikovanje preiskovalne komisije, ta se s sklepom Državnega zbora oziroma izglasovanjem na seji Državnega zbora formira in preiskovalna komisija, ki je prej z aktom o odredbi določila pristojnosti, področje raziskovanja, prične s svojim delom. Gre za zelo pomemben inštrument. Spomnimo se recimo tiste finančne luknje v NLB-ju oziroma pranja denarja za iranski režim, skozi katerega oziroma za katerega se je opralo 2 milijardi evrov takrat in ravno to se je v bistvu razkrilo skozi parlamentarno komisijo, pa tudi kakšne žilne opornice, medicinska oprema in vse ostalo. Tudi v prejšnjem mandatu kanal C0, verjetno se ta projekt nikoli ne bi zaustavil, če ne bi takrat Anja Bah Žibert tako uspešno vodila preiskovalno komisijo. Torej, preiskovalne komisije v Državnem zboru so pomembne, bom rekel, predvsem zaradi ljudi, zaradi državljanov. Omogoča to, da ni važno opozicija ali koalicija preišče neke zadeve, ki mogoče drugače ne bi bile preiskane. In seveda ena izmed, bom rekel, nalog preiskovalne komisije je, da tudi njeno delo poteka neovirano, se pravi, da postopki tečejo, nova sprememba zakonodaje pa ravno to uvaja. Če greva zdaj bolj na konkretno. Marca 2024 je Državni svet zahteval preiskavo GEN-I-ja in Roberta Goloba. In pol se je zgodil, da je predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič predlagala spremembo zakona ravno med to preiskavo. Torej, kaj je vseboval ta 1.a člen, zakaj je prišlo do te spremembe in kaj v praksi pomenilo to za preiskavo? Ja, zdaj dovolj mi, da malo ozadje razjasnim še za gledalce. Res je, v Državnem svetu, jaz sem takrat še član Državnega sveta oziroma prvo podpisani pod to zahtevo za to preiskovalko, se je takrat zbrala pobuda, da se, bom rekel, Državnemu zboru naloži, kajti to je pač tudi zakonski okvir, če Državni svet predlaga Državnemu zboru, mora ta ustanoviti preiskovalno komisijo. O tem, kako so potekali posli na GEN-I-ju, kako še potekajo oziroma so potekali takrat v času Golobove vlade in sploh glede na medijske navedbe tudi v korelaciji s tem, ali se je z državnih podjetij ter drugih subjektov, ki so bili povezani z GEN-I-jem, financirala stranka Gibanje Svoboda v predvolilni kampanji. Tukaj smo seveda zasledovali interes javnosti tukaj je bil velik, predvsem pa to, da se razkrije pač, bom rekel, koruptivne prakse takratne
vladajoče politike. In ta preiskovalna komisija je naletela na številne blokade strani predsednice Državnega zbora. Prvič je oblikovanje take preiskovalne komisije vrnila Državnemu svetu, da moramo takrat popraviti vsebino. Državni svetniki takrat tega nismo hoteli sprejeti in smo vztrajali pri tem, kar nam nalaga tukaj zakonodaja. Na koncu koncev pa se je to izjalovilo do te mere, da so v Svobodi takrat to preiskovalno komisijo uzurpirali. Kaj mislim s tem? Preiskovalno komisijo, ki je preiskovala divje posle GEN-I in financiranje Svobode, je nekako paradoksalno vodil poslanec Gibanja Svoboda. V vsem tem obdobju je sklical, meni se zdi, da 3 seje in seveda pač je bilo vse narejeno, da se je to preiskovalno komisijo oviralo. No, na to pa smo takrat malo kasneje, poslanci opozicije takratne, se pravi Slovenske demokratske stranke, NSI-ja, skupaj zbrali 30 podpisov, na podlagi katerih se tudi lahko oblikuje preiskovalna komisija. Te podpise smo vložili s podobno tematiko, ki pa je bila sicer obširnejša. Seveda ni šlo direktno za isto preiskovalno komisijo, se pravi je bila tudi materija, kot sem omenil, širša. Ampak takrat smo pa naleteli na popolno blokado strani Urške Klakočar Zupančič, se pravi predsednice Državnega zbora. In vse te zadregi, ko niso vedeli, kako bi nas še ovirali pri oblikovanju te preiskovalne komisije, so se nekako domislili, da sprejme nov zakon pa je popolnoma ohromil prvič pristojnosti parlamentarne preiskovalne komisije, drugič pa uvedel v bistvu, bom rekel, postopkovno blokado. Ta blokada je v bistvu bila zakon, tako kot si odlično omenila, dodana z novim 1.a členom, ki v bistvu dodaja sodno varstvo praktično za vse. Se pravi, konkreten primer, hoče se oblikovati parlamentarna preiskovalna komisija o spornih praksah, recimo o spornih praksah Darsa. In Dars lahko kot pravni subjekt vloži zahtevo za sodno varstvo in direktor Darsa lahko recimo vloži kot fizična oseba. Oni so to nekako zakrinkali pod dejstvo, da naj bi s tem uveljavljali odločitve Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče je v primerih parlamentarnih preiskovalnih komisij do sedaj odločalo 3-krat. Ena odločitev je bila vezana na to, da mora preiskovalna komisija delovati nemoteno, se pravi ravno na ta postopkovni del, ki so ga s tem popolnoma, bom rekel, onemogočili oziroma zvezali roke. Druga odločitev je bila vezana na, bom rekel, sodno varstvo poslancev in tretja na sodno varstvo tožilcev. Oni pa so, ponovno poudarjam, po ta dežnik sodnega varstva v bistvu zbrali kar vse. Se pravi, vsak je imel možnost, oziroma trenutno še ima možnost, da to blokira. Zdaj nekako, če za gledalce malo karikiramo vse to skupaj, to je kot nekako tako, da bi šli k zdravniku z oraščenim nohtom na nogi, ne pa bi se potem zbudili po operaciji brez noge. Se pravi, z amputirano nogo, tako daleč so šli s tem. In mi smo tudi takrat zahtevali oceno ustavnosti tega zakona. Nažalost, Ustavno sodišče v 2 letih o tem aktualnem še zakonu ni razsodilo. Seveda, nek manevrski prostor v ozadju je pa samo en in edini. Zaščititi koruptivne prakse Roberta Goloba in onemogočiti javnosti dostop do tega uvida v le-te. Kajti zavedajo se, da preiskovalna komisija lahko in ima možnost pridobivanja podatkov, zahtevanih podatkov, tako državnih podjetij, kot tudi preiskovancev kot takih, in s tem so nam seveda za ta mandat to onemogočili. Na začetku tega mandata pa smo rekli, v redu, uredimo to področje tako, kot mora biti urejeno, in uredimo ga na začetku mandata. Zakaj na začetku mandata? V prejšnjem mandatu se je ta zakon spremenil na sredi mandata, se pravi Gibanje Svoboda s Tamaro Vonta oziroma na začetku z Mojco Šetinc Pašek na čelu so se ustanovili preiskovalne komisije, ki so jih izrabljali kot inkvizicijske komisije, preganjali so praktično vse, gledali v račune tudi osebam, ki niso bili predmet preiskave, in potem seveda, ko bi lahko preiskovanje doletelo njih, so šli spreminjati zakon. Mi smo rekli, naredimo to na začetku mandata in naj bodo pravila enaka za vse. Zdaj, tako kot si omenil, vi ste prišli na oblast in se ta zakon spremenili. Nasprotniki to kličejo politična policija. In kaj ste dejansko spremenili, zakaj in kaj zakon, ki ste ga sprejeli, omogoča in kaj ne omogoča?
Mislim, se je ta, bom rekel, ta pamflem, ta neresnica, ki so se jo mislili, da gre za politično policijo, je v bistvu direktna žalitev državnega zbora, demokracije, ki imamo. Bi pa vsem tem pobudnikom referenduma predlagal, da če želijo videti politično policijo v praksi, naj pogledajo Evropsko komisijo, kjer je dejansko članica, še bivša pripadnica politične policije, torej politične policije so neke prakse totalitarnih sistemov, ne. Ena izmed teh je bila tudi Marta Kos, kot sem omenil, niso pa nek sestavni del demokracije. Po drugi strani pa poglejte, parlamentarna preiskovalna komisija je na tem mestu oziroma je njena ustavna danost ravno v tem, da ponuja odgovore ljudem. Ljudje so tisti, ki pričakujejo odgovore. In če jih ne dajo ustrezni organi, tudi če tečejo zraven preiskovalni postopki, je naloga poslancev, da te odgovore ponudimo oziroma prikažemo ljudem. Zdaj, kaj je razlika? Če se spomnite, mogoče prejšnji mandat, zelo famozna je bila tista preiskovalna komisija Tamare Vonte, ki je bila namenjena, kot je tudi Mojca Šetinc Pašek na to povedala, z temu, da obračuna stranko SDS in vsemi tistimi, ki se ne strinjajo z politikami Gibanja Svobode. Končala se je tako, da so začeli bremeniti stranko NSI za neke račune v povezavi z nekim frizerskim salonom, praktično se pravi. Tako uspešna je bila Tamara Vonta z eno preiskovalno komisijo, da je ta uspeh viden v tem, da imamo danes četrto Janševo vlado. Ampak tam smo v tisti preiskovalni komisiji pa smo resnično videli grobe posege v človekove pravice, v dostojanstvo posameznikov in kršitev zakonodaje. Tamara Vonta je z različnimi obvodi, pa sodelovanjem takratnega direktorja Fursa pridobivala informacije iz bančnih računov, zahtevala od pravnih subjektov, ki so z pričami, nepreiskovanci sodelovali, da naj razkrijejo poslovanje in vse ostalo. Praktično vse obvode, ki jih je lahko uporabila, jih je uporabila in potem seveda vse te informacije nosila raznim kvazi novinarjem, kot so Primož Cirman in podobni. Se pravi, namen je bil obračunati z takratno opozicijo. Mi z novim zakonom ne omogočamo tega. Mi z novim zakonom pa vračamo to, da preiskovalna komisija ima možnost tega, čemur je namenjena, se pravi preiskovanja. Preiskovalna komisija bi z našim zakonom še vedno imela določene obveznosti in dolžnosti, to, kar se tiče poslancev, tudi državni tožilci bi imeli še vedno sodno varstvo, ne pred ustavnim sodiščem, ker ustavno sodišče ni primeren organ za to, ampak pred upravnim sodiščem. Predvsem pa bi s tem zakonom omogočili, da se razkrinka korupcija, se pravi, če lahko rečem tako, da je podpis za ta referendum ščit v bran korupciji, ne pa to, da bi z močnim žarometom razsijali to korupcijo in prikazali vse, kar se je dogajalo v preteklih letih v Sloveniji, kar je na koncu lepo bilo obelodanjeno skozi vse posnetke ob raznih špagetih in vsem ostalem. Zdaj, to zbiranje podpisov je v bistvu, če ste prav razumeli, v bistvu zdaj nek paradoks. Oni v bistvu zbirajo podpise proti politični policiji, v bistvu pa se je to ravno dogajalo med njihovim vladanjem. Ja, definitivno. Meni je zelo zanimiv, ko gledamo tam obrazek, kot so Pavle Gantar, bivši predsednik državnega zbora, Aurelio Juri, mislim, da je bil tudi poslanec državnega zbora. Se pravi, oni so v parlamentarnih klopeh sedeli v času, ko je v Sloveniji veljal bolj rigorozen zakon na področju parlamentarnih preiskav. In takrat se tem posameznikom ta zakon ni zdel sporen. Niso ga želeli spreminjati. Sedaj, ko pa mi uvajamo zakon, ki daje večjo sodno varstvo, kot je predhodnik trenutnega zakona, pa so te ljudje na obratih. Mislim, kristalno jasno se vidi skozi vse to, da pač gre za politični manever, pridružili se mu vsi odpadniki levega političnega pola z Urško Klakočar Zupančič Ured, predvsem pa seveda tudi ponovno vidimo v igri kvazi nevladnike, ki pa vemo, da so pretekla 4 leta bili prepojeni z državnim, se pravi vladnim denarjem.
Se njihov glavni argument je, da bo Janša brskal po telefonih, klicih, bančnih računih navadnih državljanov. A ne? Kateri pa so še njihovi argumenti, zakaj so po tvojem mnenju lažni in kdo ima dejansko interes, da se ta zakon razveljavi? Ja, mogoče da začnem na začetku tega vprašanja. Glavni interes za razveljavitev tega zakona definitivno imajo Robert Golob, Alenka Bratušek, Andrej Ribič, Žiga Debeljak, ne, vsi te posamezniki, ki so vodili državo v preteklem mandatu, predvsem pa so upravljali z državnim premoženjem. Glejte, saj ni nobena skrivnost več, da se je stavba Darsa podražila ne vem kolikokrat po nastopu gospoda Ribiča na funkcijo direktorja Darsa. Nobena skrivnost ni to, da kadri Gibanja Svoboda sami trdijo, da je Alenka Bratušek v prejšnjem mandatu kradla kot sraka, ne. To je Vesna Vuković povedala javno, oziroma pač je bil predvajan posnetek, kjer to pove. Nobena skrivnost ni, kako je deloval Robert Golob, tudi kot direktor GEN-I-ja, pa kasneje kot predsednik vlade, kako je odtekal državni denar v tujino, kako so se delili razni posli in vse ostalo. In vse te sporne prakse, vsa ta korupcija, ne, ki Sloveniji letno odžere 3,5 milijarde evrov, je nekaj, kar je treba preiskati. In po trenutnim zakonom, ki velja, tega ne moremo storiti. Nemogoče. Kajti vsakič, ko se bomo to lotili, se bo nova oseba našla in spravila pred ustavno sodišče zahtevo za odkrivanje le-tega, se pravi zahtevo za odreditev preiskovalne komisije. Vidimo pa vsi, kako v Sloveniji deluje ustavno sodišče. Ne. Zakon o RTV-ju, koliko časa že čakamo na odločitev. Nenazadnje prej sem menil zakon o parlamentarni preiskavi, 2 leta že čakamo na to, ali je skladen z ustavo ali ne. Gre za to, da so to, bom rekel, sicer podane strani Urške Klakočar Zupančič, ne, pa tukaj lahko rečem, da pač zelo pretkano to naredila, gre za barikade odkrivanja korupcije. In z tega vidika seveda so vsi ti njihovi kvazi argumenti, enega smo že izpostavili, da ne bi šlo za politično policijo, pa da bi brskali po računih državljanov, vsi ti argumenti so brezpredmetni, brez kakršnekoli vsebine. Naj se najde en izmed teh predlagateljev referenduma in nam javno pokaže, kateri člen tega zakona odreja kakršnokoli brskanje po računih državljanov. Kateri člen tega zakona omogoča vzpostavitev neke politične policije. Ne. In ko bo neka slovenska javnost vprašala te posameznike o teh zadevah, ne, oziroma postavili neke kontraargumente, se njihove besedičenje, leporičenje razbline v prazno. In seveda pa moramo tukaj seveda ponovno izpostaviti to, da ni naključje, da so si izbrali ta zakon, kajti še enkrat, tako kot sem uvodoma na to vprašanje odgovoril, njihov interes ni dobrobit ljudi, njihov interes je ščitenje koruptivnih praks, s katerimi si polnijo svoje račune. Torej, Andrej, če zdaj zaključiva z najpomembnejšim. Kaj pomeni zmaga na referendumu za Slovenijo, katere preiskave postanejo možne in, če se slučajno zgodi izguba na tem referendumu, kaj ostane skrito, kdo ostane zaščiten in kakšno Slovenijo pustimo za seboj? Če je ta zakon na referendumu potrjen, pomeni to, da bomo imeli naslednja 4 leta možnost efektivno razkrinkati in preganjati korupcijo. Ne. Če ta zakon na referendumu ni uspešen, pomeni, da vsi tisti, ki so ob raznih špagetih in vsem ostalem razprodajali našo državo, ne, da si bodo to lahko dovolili še naprej. Odločitev o tem seveda je jasna. Ne. Se pravi, ali želimo imeti Slovenijo, kjer si neka politična elita, ki si tega nikoli ni prislužila z lastnimi rokami, ampak na plečih državljanov, lasti nek javni skupen denar, ali bomo končno stopili na pot tega, da z državnim premoženjem ravnamo preudarno, da tiste, ki z njim niso ravnali preudarno, procesiramo, ne, da skozi razne postopke, tudi ki niso vezani samo na parlamentarno preiskavo, omogočimo to oziroma onemogočimo tem posameznikom, da imajo kakršenkoli še stik z javnim denarjem. In nenazadnje, ne, gre za to, ali si želimo, da imamo v državi še vedno neke strukture, ki posegajo, bom rekel, po temu,
kar ne bi smeli, ali bodo še vedno državni projekti stali 10-krat več kot podobni projekti v tujini, ali bomo še vedno plačevali dražje energente, kot jih plačujemo v primerjavi z drugimi državami. Ne. Vsa odgovori na vse to se skrivajo v efektivnem preiskovanju korupcije. Ta referendum, še enkrat, ni o nobeni politični policiji, je o tem, ali si želimo, da je korupcija v Sloveniji razkrinkala ali ne. Če si tega ljudje želijo, potem bodo obkrožili za, če si tega ne želijo, bodo na referendumu glasovali proti zakonu. Okay, Andrej, hvala ti, da si prišel. Hvala za vabilo. Upam, da sva zdaj razjasnila gledalcem, za kakšen zakon se v resnici gre, zakaj je ta referendum pač totalna laž. In upam, da bojo preudarno ravnali s temi informacijami. Jaz verjamem, da so slovenski prebivalci oziroma državljani naveličeni tega, ko poslušajo vsakodnevno zgodbe o preplačanih projektih, o županih, ki se vzemajo po 10% od vsakega projekta, in da si želijo, da tiste, ki se takih praks poslužujejo, tudi ustrezno preiskujemo. Zato verjamem, da ko bo prišel trenutek referenduma, da se bodo odločili preudarno in omogočili izvoljenim predstavnikom ljudstva, da te ljudi preiskujejo. Hvala tudi vam, ki ste nas gledali. Vidimo se naslednjo nedeljo v novi epizodi in adijo!